Pesem Dober dob so domobranski soborci peli na pogrebih svojih soborcev. Jože Možina, poleg pomorjenih pripadnikov protirevolucije, omenja še številne druge. Kdo so to bili? V našem kraju so to bili po večini možje z družinami, ki so med vojno bili doma in skrbeli za svoje domačije in družine. Niso se pridružili ne eni, ne drugi strani. Po končani vojni je bil s strani takratnih oblasti izdan razglas, da se morajo iti javiti v Logatec vsi tisti moški, ki so ostali doma. Nič hudega sluteč se je iz Rovt šlo javiti 94 moških. 64 izmed njih se jih nikdar več ni vrnilo v domači kraj. Tisti, ki so si vzeli pravico odločati o življenju in smrti, so jih obsodili na smrt neznano kje. Domnevamo, da v kraških breznih, ki jih v naši okolici ne manjka. Do danes nismo našli niti enega groba naših rojakov. In do danes nimamo odgovora, zakaj so bili kruto umorjeni. Zato smo se letos odločili izpostaviti ta del naše polpretekle zgodovine, ki ostaja med nami neosveščen in nepredelan, saj se o tem, razen nekaj člankov v prvih letih po osamosvojitvi, ni pisalo. O tem se je le na tihem govorilo med ljudmi. Ostaja pa v spominu starejših kot eden najbolj groznih in krivičnih obdobij naše polpretekle zgodovine. Osrednjo vlogo ima pri tem Korenčanova klavnica, imenovana tudi Logaška klavnica. O tem nam bo nekaj več povedal današnji drugi govornik, dr. Anton Velušček, ki ga vabim k besedi. Spoštovani, ki ste se danes, kljub razmeram, ki jih nekako usmerja nalezljiva bolezen, zbrali v Rovtah, da skupaj obeležimo Evropski dan spomina na žrtve totalitarnih in avtoritarnih režimov. Gre za dan, za katerega velik del politične, pa tudi siceršnje, namišljene ali resnične slovenske elite bi raje videl, da ga ni. Prav ta poseben dan, 23. avgust, je bil izbran na podlagi zelo konkretnega zgodovinskega dogodka s praga druge svetovne vojne, ko sta za kratek čas po več turbulentnih letih medsebojnih obračunavanj našli skupen interes krvoločni ideologiji, zrasli iz istega gnezda, nemški nacionalni socializem in sovjetski oziroma internacionalni komunizem. Vodstvo naših internacionalistov je sklenjeni pakt, ki je tajno govoril tudi o delitvi ozemelj, pokorno sprejelo. Tako so naši antifašisti čez noč obrnili ploščo. Razmere na terenu je lepo opisala predvojna komunistka in borka za pravice žensk Angela Vode, kot se sama označi, da je bila takrat še toliko naivna. Njej so bile tudi namenjene pretnje visokih slovenskih predstavnikov internacionalnega komunizma, češ, da ne glede na okoliščine se je treba držati smernic, ki jih je za vse komuniste sveta začrtal oče narodov Stalin in da bo za odklon vsak zase nosil posledice. Tako je tudi bilo. O izjemno kruti usodi Angele Vode,
ki je sledila, lahko preberemo v njenih zapiskih, objavljenih posthumno leta 2004 pod naslovom Skriti spomin. V septembru 1939 se je začela največja morija v zgodovini človeštva. Brata po izvoru sta si kmalu po podpisu sporazuma razdelila svobodno Poljsko. Aprila 1941 je bila s strani enega izmed deležnikov v zavezništvu s sateliti okupirana kraljevina Jugoslavija. Tako smo Slovenci nenadoma prišli pod okupacijo Nemcev, Madžarov, v manjšem delu Hrvatov in na zahodnem delu vse do Ljubljane Italijanov. Čeprav na začetku niso bili vsi okupatorji enako kruti do domačinov, sem pred leti v Kosezah poslušal pričevanje starejšega gospoda, ki je povedal, da je kot mlad fant imel v rokah propagandni letak, ki so jih pomladi 1941 po Ljubljani trosili komunisti. Z njega je bilo razbrati, da bi oni v prestolnici raje videli okrutnejše Nemce kot sprva dokaj znosne Italijane. Prišel je 22. juni 1941, ko se je ves internacionalni svet postavil na glavo. Brata po izvoru sta se ponovno udarila. Naši komunisti so okupaciji navkljub zaslutili svojo zgodovinsko priložnost ter pod krinkom narodno-osvobodilnega boja nemudoma začeli z naslednjo fazo revolucije s pobijanjem sonarodnjakov, tako mož, žena kot tudi otrok. Osebno sem sodeloval pri obkopu posmrtnih ostankov njihovih žrtev v Krimski jami, kjer smo z arheološko metodo dokumentirali eno izmed začetnih epizod tega krvoločnega početja, ki se je kasneje po sovjetskem zgledu razraslo v pravo industrijo. Pred drugo svetovno vojno je bil Logatec, takrat še razdeljen na dve krajevni središči, pomembno križišče poti in z okolico turistično zanimiva destinacija. Kraj ni pričakal z navdušenjem vojno in italijansko okupacijo, a je bilo sprva življenje relativno mirno. Več dogajanja in krutosti beležimo od 42. dalje. Po ustanovitvi slovenskega domobranstva so leti na to v Logatcu imeli svojo postojanko. Opozarjam na dogodek iz junija 42, ki med ljudmi še danes odmeva. Končno je po njem imenovana Donja Logaška osnovna šola in se ga predvsem v liturgiji zveze, ki se trudi ohranjati vrednote tako imenovane NOB, leto za letom spominjajo ter v ritual vključujejo osnovnošolsko mladino. Gre za streljanje 8 talcev pri Horjulu. Po eni izmed razlag naj bi se to zgodilo kot povračilo za partizanski umor kolaborantskega horjulskega župana Bastiča in njegove žene. Že pred leti je na uradni spletni strani osnovne šole bilo na takšen način razloženo, odkot šoli ime. Po pisanju Iva Žajdele v reviji Demokracija je na to, na zahtevo sorodnika Bastičev, bila ta neresnična in zelo krivična sodba umaknjena iz besedila, ter tako nenadoma umanjka pojasnitev, zakaj so bili pri Horjulu ustreljeni ravno Logatčani. Spet drugi menijo, da je šlo pri izboru talcev za povračilo za partizanski napad na Italijane v cestah, kar se ponovno zdi iz več razlogov neverjetno. Kakorkoli že, komunistov človeško življenje ni kaj dosti zanimalo. Pomembno je bilo slediti edinemu cilju, to je z uspešno izvedbo revolucije priti na oblast. V primeru nesrečnih talcev pa so šli še korak naprej. Videti je, da je bil kraj egzekucije pri Horjulu izbran le za izgovor. O dejanskem ozadju si sliko lahko ustvarimo iz anonimnega pisma z naslovom Ali smo bili Logatčani kanibali, katerega kopija je prišla na Mladino davnega leta 1990 in kjer so bili odlomki tudi objavljeni. Iz njih je mogoče izluščiti, da je bilo teh 8 Logatčanov namensko odbranih, to je dogovorjenih za talce, po vojni pa so jih iz politične grupacije, ki je seznam sestavila, še enkrat zlorabili, ter jih
kot žrtve okupatorja izpostavili učaščenje na oltar zločinske ideologije. Nič novega, tudi v tem, da se iz ljudi dobesedno norčujejo. Bližalo se je leto 45. Prišel je težko pričakovani konec vojne. V deželi naj bi zavladal mir, a v maju se je krvava rihta dejansko šele razplantela. Logatec pri tem ni bil izjema. Morišče v gradu, morišče pri Korenčanovi gostilni, več brezen s posmrtnimi ostanki ljudi, domnevno in še neodkrito morišče ter grobišče ob železniški progi in tako naprej. Čeprav niso vsi izginuli končali v Logatcu, pravzaprav je v kraju z okolico končal njih manjši del, je šokantno število pogrešanih oziroma pobitih, kjer v okviru današnjih